Tole bom posnel v dveh delih očitno. Telefon mi je po prvem delu crknil, tole je zdaj drug telefon. Še enkrat sem malo preveril, kaj sem povedal, pa sem nekaj narobe prepisal tam z e-maila. Tretji otrok je sin, ne hčerka. Zadnji otrok je sin, srednja je pa hčerka, se pravi, imata dva sinova. No, bila je na moji predstavi v Domžalah. 10-krat sem dejansko rekel, tega je treba ubiti. Zato je bila ta predstava njej tako všeč. Vsem tistim ženskam so se režale. Tale mi piše, da se je jokala skor. Ampak ne skozi od smeha, ampak tudi od te žalosti, ne, škoda, da mož ni bil zraven. Bila sem s prijateljicami, vse smo se dosmejali do solz. Priznam, občasno je med predstavo meni šlo kar na joks. Še enkrat vam rečem moje sožalje, če bi bil moj Loki tule zraven, je šel gor spat. Namreč to je ura zdaj koliko že 10. Ženskam, ki imajo take kretene za može, kot tale gospa, se jim v imenu moškega spola zelo hitam opravičima. Danes, ko vam to pišem, je šel k maši in spet mi bo rekel, evangelij pravi, prenašajte drug drugega, potrpite. Pa ona napiše, ne morem več, s klicajem. Ločila se bom takoj, ko bom lahko. Trenutno sem še v porodniški. Tega mojega moža je res treba ubiti. V prispodobi rečeno. Jezna sem, ker se mi res ne zdi pošteno od njega. Sprašujem se, zakaj me je pred poroko tako zavajal. Hlinil neko možatost, pohoto, se pretvarjal, da si me želi. Zdaj imava 3 majhne otroke in je situacija skrajno zapletena, neprijetna, zagatna, zakomplicirana. Tudi mož se tega zaveda, ker mi je že rekel, da moškega ne bom dobila s 3 malimi otroki. Jaz pa si mislim, da ga lahko, vsaj ljubimca. Masturbiram ves čas, tudi igračke za težke zimske dni, kot se vi izrazite na odru, sem si nabavila. Prstki niso dovolj, hočem biti zamašena. Žensko je treba zamašiti, kot pravite na predstavi. Se pa hkrati, ko se sama zadovoljujem, sama sebi zdim smešna. Žalostna sem, ker sem poročena, pa sem tako seksualno sestradana. Želim si nežnosti, pozornosti in tudi naslade, ki jo daje spolnost, mesen seks, mož pa nič. In kar zavidam tem naveličanim ženskam, ko moledujejo, zvečer bom pa spet morala seksati. No, nekatere moje poročene prijateljice tudi stradajo seksa in nežnosti, pa vendar ne tako ekstremno kot jaz. Pri meni je to pač velik problem. Naj še rečem, da je moj mož ekstremen skopuh, samotar, nima nobene socialne mreže, je precej nastopaški, nesramen, predvsem do mene, do drugače mislečih je nestrpen, ljudje ga nasplošno ne marajo, tudi do sorodnikov nima lepega odnosa, ker pač niso iz istega mišljenja kot on. Do zelo majhne peščice ljudi je zelo prijazen, uglednim ljudem, elitam se celo prilezuje. Jaz sem pa družabna oseba in poleg takšnega partnerja zelo trpim. Ves čas me tudi komandira, nobenih pravic nimam, hiša, v kateri živim, ni moja in še obiskov, ki bi si jih želela, ne smem imeti. Še moje mame se otepa, ker ga moti, pravi, ne. Poleg tega pa me še sram, ker imam tako arogantnega moža. Če grem pa sama kam, otroke vzamem sabo seveda, pa mu ne paše. Ko se vrnem domov, je do mene nesramen, se umakne, ne govori z mano. Jaz pa dobesedno umiram v sebi, ker sem socialna in družabno biti in zelo trpim, saj smo izolirani od vseh, tudi od sosedov,
ker je z vsemi mož skregan. Zdaj takole, jaz če bi rekel, tale gospa bi znala zboleti, je pa po drugi strani imela tudi čudnega očeta, da si je tazga bleferja na sivem oslu zbrala pravo budalo. Po moje je imela fotra zelo starega, ne, če 15 let starejšega tipa najde za oplojevalca, potem, ali imela pa dedka raje, ne, ali pa fotra zelo starega, ne. Se pravi, oče je mogel biti čuden, nima okusa, kdo je normalen tip, zdaj pa kasira zaradi te intuicije, skozi katero je začutila, da je ta blefer na sivem oslu zanjo nek alfa samec na črnem vrancu. K mojem na Dolenjsko sploh noče iti, čeprav ga seveda povabim zraven, mi pa potem očita, da se kar naprej stepam naokoli. Ljudi okrog sebe uporablja za to, da se z njimi skrega, se krega non-stop z njimi. Moji 3 otroci mi dajo življenjski kompas, zato vztrajam, zaradi njih še živim in če njih ne bi bilo, bi umrla od žalosti oziroma bi se takoj ločila. Ločitev se mi zdi edina rešitev. Dejansko, spoštovani, ki me to poslušati, ne se ločiti, ampak ločitev je včasih, ne, treba se prej terapirati, priti do uvida. Ampak če tega ni, če se ne da sterapirati, če to ni opcija, je pa ločitev včasih nujno zlo, ki je manj škodljivo za otroke, ne, za otroke predvsem, ne, kot pa če vztrajamo skupaj, ne. Vsaj do pubertete je treba biti skupaj, da se hard disk otrokom sformatira do neke forme, ker potem, zdaj pa moj Loki tamle nekje trka, ker potem se nič ne vpliva na psiho, ta ločitev ni tako fatalno zaznamovana. Ja, zdaj bom pa Loki ti odprl, da pride. Loki, zna pa piti. Piti sem, evo, zdaj pa moj koterapeut prišel. Kaj naj še rečem? Jaz sem rekel, da bi bilo dobro, da bi bila tale ženska malo bolj konkretna, kako je bilo s tem seksom, kako je ona seksualno prebojena, kako je seksala svoj čas, ne, ko še ni bila v tej patološki zvezi, da vidim, koliko je normalna, če si upa početi tisto, kar je v tej kulturi normativno, pa je napisala potem še tole sklepno. Kar se tiče moje seksualnosti, nimam nobenih zadržkov, tudi v prejšnjih zvezah na tem področju ni bilo nobenih težav. Za aseksualne tipe sploh nisem vedela, da obstajajo. V bistvu sem imela od 15. do 25. leta zelo aktivno spolno življenje, potem sem se malo umirila, sem se morala malo poglobiti vase, predelati neke notranje bolečine iz primarne družine, se pravi, je imela neki problemov v primarni družini. To pomeni, da sem nekaj let živela kar vzdržno do te spolnosti in pravi, da je bila to dobra odločitev, sam nepotešenost je naraščala. Kaj preferiram v spolnosti? Všeč mi je, če je moški dominanten. In rada sem v podrejenem položaju, nemočna, obvladana, obožujem oralni seks, pogoltniti spermo, zame ni nikakršen problem. To počnem z užitkom. Sem strastna in divja v postelji in alkohola ne potrebujem za premagovanje sramažljivosti. Kar sicer namigujem pri razočarani gospodinji, pri seksologu, ne, babo je treba napiti, da zgubi sram, baba pjana, rit prodana, pri tej pa ni tako. Kvečjemu se izogibam temu alkoholu, ker ko sem pijana, izgubim kontrolo nad sabo in delam neumnosti. Pohota mi povsem pobezlja. Vi bi rekli, da nimam nadjaza. Ja, ženska ga nima tako močnega. Zmeraj so me privlačili pametni, delovni, testosteronski moški, ki vedo, kaj hočejo. Spolnost mi je zmerom veliko pomenila, kljub nekajletnem postu, ki je bil zame kar velik izziv,
glede na pohoto, ne. Ko sva se z sedanjim možem dobivala na zmenkih, je name naredil zelo dober vtis, ne. Intuicijo ste slabo vključili oziroma intuicija je kontaminirana z vašim nekim čudnim očetom oziroma mogoče dedkom, primarno družino. Bil je samozavesten, pogumen, ure in ure sva se pogovarjala in nisem imela občutka, da je kaj narobe z njim oziroma da bo kaj narobe z njim. Res pa je, da spolnosti nisva prakticirala, ne. Zato je problematično ne seksati do poroke, ne, pa dobiš tega mačka v žaklju. Dogovorila sva se, da se bova nagradila seksom po poroki. Na poročno noč je bila katastrofa, vsaj zame. Nobene nežnosti, nobene predigre, kar na suho mi ga je noter dal. In absolutno mi ni bilo prijetno. Popolno razočaranje. Sem si mislila, ok, pa če na tem področju še reveš, ne, kljub temu, da se je blizal tam že 50 letom starosti. Bože, sem si mislila in se uštela. Nisem ga niti užalila, kakorkoli kritizirala glede spolnosti. Tudi mu nisem nikdar povedala, da se mi po najnem spolnem odnosu, da se mi zdi, da bom počila od nepotešenosti, nisem ga želela prizadeti. Bila sem zaljubljena, zelo tolerantna do njegovih kiksov. Nikoli se ni zanimal za moje seksualne potrebe, tudi predigre nikoli ni bilo, oralno me ni nikoli zadovoljil, tega je treba ubiti. S prsti me ni nikoli dražil po klitorisu, mojih prsi se ni nikoli dotaknil. Tega je treba ubiti. Atentat na njega narediti. Naj mi pove, kdo je, ga grem jaz lastnoročno ubiti. Preden je prišlo do spolnega odnosa, je ugasnil luč, morala je biti popolna tema, francoskega poljuba ni bilo, ker se mu je po poroki naenkrat začelo gabiti. Sprožilec. Naga baba, gnus, tu je mogel nekaj videti, ali mamo, ali boh ve, ko je videl. Pred poroko s tem ni imel težav. Ja, kako pred poroko, če nista seksala? Njemu je sam trigger mu je sprožil prvi dogodek iz primarne družine, iz otroštva, ki se je aktiviral iz nelagodja, ki ga je doživel kot otrok, ali pa rahlega gnusa, v enormni gnus, ki ga ne more premagati, zato postane aseksualen. Pred poroko ni imel s teh težav. Med spolnim odnosom sem morala biti popolnoma tiho. Wow! Budala, ker ga je moje normalno vzdihovanje močno motilo. To je moglo fotra pa mama slišati, ki sta se žgala. Mama opila, zato tega moti. Kao nisem v porniču. Ja, ženska mora biti v porniču, če češ, da je fajn. V glavnem, v meni je nasilo utišal vse želje, hrepenenje, strast do spolnosti, ki sem jo želela aktivno živeti s svojim možem, s katerim sem se poročila iz ljubezni. Njegovo obnašanje me je zelo prizadelo. Ni bilo dneva, ko ne bi jokala. Zdaj je še meni na jok, ne, meni gre na bes. Pika na i je bila, ko sem videla, da po Facebooku osvaja svoje študentke. Seks med nama se je očitno zgodil striktno zaradi reprodukcije. Predzadnji seks je bil avgusta leta 2021, ko se je spočel najin tretji sin. Torej ne hčerka je druga, sin. Pred tem spolnim odnosom sva se sprla ravno zaradi, kot sem že povedal, redkih spolnih odnosov, pa sem ga vprašala, ne, če mi dovoli ljubimca. Potem sva šla seksat, ko sta prva dva otroka spala. Zadnji seks je bil pred enim letom, če je rekla avgusta. Pred enim letom s kondomom, ki sem mu ga jaz kupila, ne. Celo škatlo je kupila in sam en kondom je v 2-3 letih porabljen. Ista fora, ugasni luč, reče mi, sleci hlače, pa ti mora babo sleč, ne pa da se sama slečuje. Naskoči, puf, ko kuzla.
Mislim, ko na kuzlo, pa 2 minute, maksimalno 5 minut. Ko že jaz rečem na odru, od 8 do 10 minut mora to trajati. Mislim, ne, da mora to trajati. V scenariju je to, zato da jaz lahko rečem, tega je treba ubiti. Da traja 1,5 ure. 8 minut eno joško ližeš, 8 minut drugo, 69,5 ure, pa juhu še kako uro. In to je to. Nobenega poljubljanja, nobenega draženja, nobene predigre. Na začetku veze sem ga morala nekajkrat. Ne morala. Sem ga morda nekajkrat oralno zadovoljila. Tudi pogoltnila spermo sem. In to je to. Glede na to, da sem na tem področju nabrala neko kilometrino, vem, da nisem tako za nič v posteli. Absolutno niste za nič. Ker sem z vsemi bivšimi imela zelo dobre spolne odnose. Cel sex life je bil tako rekoč fantastičen. Tudi na higieno sem dala zmeraj veliko, torej zelo veliko. Zobe imam zdrave, nimam deres, kot bi vi rekli na odru, nimam dentiere, ne, zobnega teh proteze, ne. Ni razloga, da bi imel kakršne koli zadržke. Postavna sem bila, zdaj sem malo, ko bi rekel, rekla, da je malo opotičena. Tudi dotikov on ne mara. Moti ga, če sem iskala njegovo fizično bližino, ga želela držati za roke, kar naprej me je zavračal, zato med nama ni več nobenega dotika, nobenega objema, nobenega poljuba, nič. Že sigurno kakšne 3 leta ne. Sedaj razumete, da nimam želje, da nima želje z mano seksati, ker sem tečna, zoprna in zafrustrirana žena. Najslabša različica sebe. Itak, ampak taka je postala. Borila sem se dolgo, ga prosila, rotila. On ni želel niti debatirati z menoj o tej temi. Zato pa sedaj naj tudi ne jamra, ker ima zoprno ženo. Ona priznava, da je zoprna. On je mene naredil takšno. Še enkrat bi tej ženski rekel, moje sožalje, nismo vsi moški taki, so tudi taki moški, ampak taki moški so posledično, ker imajo ženske take čudne aseksualke, ker takšen kot je tale njen mož, takšne so tudi mnoge ženske, žene, ki so bile ali spolno zlorabljene, ali so živele brez očetov, ali pa v primarni družini s kretenskim očetom, ki so ga sovražile, ne. Zdaj pa razumite pohodo te ženske, ki je zelo normalna, potem pa razumite te nebuloze, ki jih Milena Miklavčič piše v svojih knjigah, začenši z Ogenj, rit in kače niso za igrače. Normalna ženska je normalno pohotna. Ne? Če pa je nekaj narobe v primarni družini, pa potem ženska postane takšna, kot jih je opisovala Milena Miklavčič v svojih knjigah. Ne? Moški pa, če so takšni kot tale aseksualec, pa rabijo psihoterapijo. Morajo na zdravljenje, tako rekoč, ampak ne s tableti, s pogovarjanjem, zato da bodo oživeli tiste prve neke dogodke, zaradi katerih se jim je spolnost zagnusila. Ker zdaj jim bo pa razpadel zakon, oziroma onesrečujejo ženo, naloga pravega moškega pa je, da ženski izpolnjuje željo. Vse želje. Če niso preveč hipertrofirane, ne. Žensko, ki ti rodi otroka, je treba osrečiti in to si mora ženska pustiti. Po drugi strani mora pa ženska moškega osrečiti, ne? In mu činiti krasne stvari. Ampak moški si mora žensko želeti. Če si jo pa ne želi, potem je pa nekaj narobe s tem moškim. Evo, toliko sem posnel v tem drugem delu. Jaz upam, da je zadeva uporabna, da boste videli moški in ženske, da v
obstajajo poleg aseksualnih žensk tudi aseksualni moški, ki bi jih bilo treba izpisati iz spola, ga ubiti, pa z defibrilatorjem vžgat ali v življenje spraviti, pa še enkrat ubiti, ker onečaščujejo moški spol. Amen.